Izobrazba je najmočnejše orožje, s katerim lahko spremeniš svet, je pred leti rekel Nelson Mandela, eden največjih borcev za svobodo. In svet, ki ga je sinoči zapustil, tudi po njegovi zaslugi ni več tak, kot je bil. Od 95-letnega Mandele se danes na različne načine poslavljajo po vsem svetu. V znamenje žalovanja so zastave spuščene na pol droga, ljudje so žalostni. Nelson Mandela je bil namreč eden največjih borcev proti apartheidu. Kaj to pomeni pa? Podrobno pod lupo. Piše se leto 1950. V Južnoafriški republiki živijo različni ljudje. Temnopolti, ki so tam domačini, in belopolti, ki so se preselili iz Evrope. Čeprav je temnopoltih veliko več, vladajo belopolti. Postavijo pravila, ki so do temnopoltih nepravična. Temnopolti otroci hodijo v slabše šole in se ne smejo voziti z avtobusom. Prepovedano je tudi, da bi se otroci različne barve kože družili med seboj. Poleg tega starši temnopoltih otrok opravljajo težaška dela, za katera dobijo le majhno plačilo. Taki ureditvi, kjer so ljudje ločeni po barvi kože in imajo temnopolti zaradi tega manj pravic, pravimo apartheid, kar pomeni ločenost. Proti apartheidu se bori Nelson Mandela. Takrat je študent prava in preučuje zakone. Zavzema se za enake pravice vseh državljanov, ne glede na barvo kože. Postane aktivist, vodilni član in glavni organizator protestov in uporov. To takratni vladi, ki jo sestavljajo večinoma belopolti, ni všeč. Zato leta 1964 Nelsona Mandelo obsodijo na dosmrtno ječo. V zaporu preživi 27 let. Izpustijo ga šele leta 1990. Po izpustitvi dobi Nobelovo nagrado za mir, kmalu zatem pa je izvoljen tudi za predsednika Južnoafriške republike. Nelson Mandela si je vse življenje prizadeval za mir in enakopravnost.